Razmišljanje o križu nas nujno privede k temu, da razumemo, kaj križ pravzaprav pomeni. Najprej je treba razumeti, da je ta strašni križ zagotovilo, da ni treba biti popoln, da si lahko Božji prijatelj. Stopimo lahko v Božjo pričujočnost. Smo z Bogom tudi svojo bedo, svojo nepopolnostjo, zmedo, z ranami in grehi. Jezusove roke, ki so razpete, razširjene na križu, kakor da te hočejo objeti. Ja, te, vsakogar, Jezus želi objeti, tudi grešnika. Tudi mene in tebe, ki sva grešila. In morda še ni vse v polnosti odpuščeno. V pismu Hebrejcem beremo: bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, prestol milosti je križ, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Že v prvih časih krščanstva so o križu govorili kot skrivnosti križa. Križ je velika skrivnost. Fulget crucis mysterium. Sije skrivnost križa. In to vsem kristjanom. Skrivnost. Zakaj skrivnost? Ja, pogled na križ je nekaj bolečega. Pogled na križ je problem. Namreč križ sam je bil najhujša zadeva v tistem času. Veste, da je slavni govornik rimski, približno 50 let pred Kristusom, rekel in zapisal, da je že izgovoriti besedo crux, križ, nekaj neotesanega, neprimernega za dobro, plemenito družbo. Križ je bil tako nekaj strahotnega, sramotnega, ponižujočega, da to težko danes razumemo. Zato so imeli prvi kristjani težave s križem. Dolgo korpusa, se pravi Jezusovega telesa, niso dajali na križ, so samo sam križ risali. Prvi simbol krščanstva pa je bila riba, ihtis. Prav zaradi tega. Kasneje so začeli risati potem križ in je postal simbol krščanstva. Smrtna kazen s križanjem je bila Rimljanom prizanešena, zato je bil Pavel obglavljen in ne križan, Peter pa križan, ker ni bil rimski državljan, Pavel je pa bil. Jezus pravi: ljudstvo moje, kaj sem ti storil, s čim sem te razžalil, odgovori mi. Kako bi hotel reči, da me tako kaznuješ, da se tako znašaš nad mano. Kako to, da je človek pripravil svojemu odrešeniku najslabšo stvar, ki jo je premogel tedaj. To je bila najslabša možna stvar. Kako to? Ampak človek je sledil navdihom od ta spodnega in je svojemu Bogu, svojemu odrešeniku dal najslabše, kar je imel, tisto, kar je bilo najsramotnejše. Pavel je globoko razumel, da je križ zato največja stvar. Kot smo že rekli pri enem od prejšnjih razmišljanj, ker je Kristusovo križanje se zgodilo na Bogu, na Božjem Sinu, je Bog to
spremenil v največjo stvar, v največjo možno milost, v odrešenje. In Pavel je razumel, da je to največja stvar, s katero se je potrebno hvaliti, ne pa se ji sramežljivo umikati, kot je bila skušnjava mnogih kristjanov na začetku. Pavel je v pismu Galačanom rekel, meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prvim kristjanom so kritiki, pogani rekli, je bil Božji sin križan. Vaš Božji sin se je pustil križati. Nemogoče, so hoteli reči. Bog že ne bi pustil, da bi bil njegov sin križan. Takšna smrt pa res ne pristoja Božjemu sinu, odrešeniku. Ampak kristjani so kmalu, ne samo Pavel, začeli razumevati, da je križ največja možna stvar. Iz največjega zločina, največjega greha je postala največji dokaz Božje ljubezni, nedoumljivo velike ljubezni do človeka. Jezus je bil pripravljen na vse. Na vse. Samo zato, da nas odreši. Sveti Avguštin je še v 5. stoletju pozival kristjane, naj se ne sramujejo križa, ampak naj bodo nanj ponosni. Razumeli so, da križ ni v prvi vrsti les, na katerem je Jezus Kristus visel, ampak je les, na katerem je Jezus Kristus zakraljeval. Najmočnejši in najpomembnejši paradoks krščanstva. Naj nam to razmišljanje pomaga, da bomo razumeli, da Bog od nas ne pričakuje, da bomo vse razumeli, vse napravili, kakor je on, saj tega tudi slučajno ne moremo, ampak da sprejmemo tisto, kar nam daje, s svojim tistim sodelovanjem, ki smo ga sposobni, iskreno sposobni. Naj nam tudi križ, Jezusov križ pomaga, da bomo pripravljeni na vsako odpoved, vsako žrtev in vsako možno sodelovanje z Bogom in z bližnjim. Amen.